Ja, črna luknja oziroma pač podjetje tvoja Ponva, ne, za črno luknjo ni samo pač malo prodaja, ni samo trgovina, pa prostor, pa vse to, ampak ste tudi distribucija. Ne? Ja. Sprav licencirate in lokalizirate družabne igre. Ja. Čakamo, kaj v slovenščino se pravi? Ja. Kakšna imena, na primer? Ja, ne vem, Dixit recimo, Double, Resno, Dixit. Ja, Ticket to Ride, Mysterium, zdaj Carcassonne. Ja. Se pravi, te, bom rekel, najboljše te družinske, tako ne, semi. Te, ki so dobile Game of the Year, pač nemški Spiel des Jahres, take. Ja. Mislim, tam je veliko šrota tudi. Ja, ampak je popularno, glej, ljudje kupujejo. Mislim, tako kot pri vseh, tako kot pri Euroviziji, tako kot pri Oscarjih, ne. Ja. Včasih boljš zadane, včasih slabše, ne. Ampak neki so jih, ne. Catan, Carcassonne recimo, ne, vse taki. Tako da, ja, zdaj imamo po moje, se je že težko šteti, ampak po mojem imamo 80 teh iger, ki so prevedene, pa tudi se pravi hrvaščino, pa srbščino, ne? Tako da nekako ta področje. Pa zdaj tudi imamo kar precej makedonskih, ne? Makedonščini, tako da nekako ta del pokrivamo, ne? Je to nekaj, kar si vedno hotel delati? Mislim, kaj je bilo sploh odločitev za to, da probaš narediti, prevesti zadevo? V bistvu je bilo, ne, jaz sem hotel trgovino imeti, ne. Ja. Ampak ena prvih stvari izzivov, ko smo jih srečali, je, da nismo imeli dostopa do robe, a ne. In potem smo se začeli s tem ukvarjati, a ne, kako dobiti robo, a ne. In pa smo ugotovili, da je problem, ker ni, a ne, ker seveda zdaj ti lahko odkrivaš toplo vodo ali pa neki na silo delaš ali pa tako, ampak v trgovini je pač ustaljen sistem, kako stvari delujejo, a ne, in to je pač distribucija, a ne, za distribucijo moraš imeti distributerja. In če ti v Sloveniji, ki ni distributerja, a ne, to pomeni, za tiste stvari je pač vprašljivo, a ne, ker distributer se drugače lahko meni kot trgovina, a ne, za dobavitelji, a ne. In če si hotel ti zagarantirati neke artikle, a ne, je to hitro pomenilo, da se rabiš kot distributer pogovarjati, ne, in pa smo mi v bistvu v distribucijo vstopili zato, da smo sploh robo lahko imeli, ne. Ker pač enostavno drugače bil zmeri odrezan, ne. Ja, ena trgovina, zdaj volumnov ni velikih, a ne, in pač ni bilo, a ne. In potem smo, dobro, sej za Warhammer smo že nekako to pol počasi prevzeli, ne. Ampak tudi se je razširilo, ker na začetku je bilo samo za Slovenijo, pa smo pa pač razširili tudi na druge te države okoliške. Kako v Sloveniji poteka proces ustanovitve distribucije? Kako je sploh formiranje? To Marko osebno želi vedeti. Ja, kakšen je dejansko ozadje temu? Mislim, koliko je dela in potem pridobivanje, mislim, dejansko delanje partnerstev z lastniki licenc, verjetno tukaj je pač precej dela. Odvisno je, za kakšne proizvode se gre, ne. To je pač, vsaka branža ima svoje neka pravila pa značilnosti, ne. Ti specifično imaš distribucijo za družabne igre ali je bolj razširjen nabor produktov, ki jih lahko distributiraš? Mi smo vse živo probali, a ne, mislim, tudi smo recimo probali te merch, a ne, anime merch, a ne, smo tudi probali distribuirati, a ne. Pa je v bistvu na nek način takrat mogoče je tudi še ni bilo zrel trg, a ne toliko za to, in je bilo zelo težko najti kakšnega partnerja, ki bi bil pripravljen to prodajati. Neposredno iz Japonske, verjetno, ne? Spomnim se, da smo imeli... Ja, sploh pa to, a ne, mislim, ne, mi čisto konkretno, ko smo začeli se s tem ukvarjati, smo mi imeli v bistvu direkt iz japonske kanale, a ne, tudi z vsemi temi velikimi Bandai in podobno. Ja, tudi Good Smile recimo, pa Resno, delajo. Good Smile. Ja, to je bilo pač, smo imeli vse dostop, to je bilo tudi za njih takrat
relativno, Evropa je bil nov trg in se je dal to hiter, bi se dal to ment. Ampak je bilo, se pravi, za stopno kapitala, ki je bil nam na voljo, je bil ta obrat in čas potreben za to prekratek. Če bi imeli več kapitala za daljši čas na voljo, bi pa mogoče lahko to drugače bilo. Če bi bila takrat bolj zrela še ta skupnost, oziroma je bilo več fanov, ker predstavljam si, da ljudje, ko smo bila midva, ki smo bila vsak dan v črni luknji, sem zaradi tega, da povohava kaj, ali kak nov merch. Da vidiva merch. Ni bilo toliko kot danes. Manj, predvsem je bilo pa bolj razpršeno. To pa tudi v celi Sloveniji. Mi ne, pač po teh, IP-jih, bilo razpršeno. Ker danes je pač neki teh, ki jih vsi spremljajo. Danes lahko veš, lahko zadaneš prodajo nekako, ker vzameš te močne IP-je, kot so Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, pač te močne šonene One Piece in to in veš, da boš prodal. Je pač tok in tokih. Včasih je bil pa en anime, en fan. Pač vsak je imel svojega favorita. Full Metal Alchemist vsi vedeli. Oni z 2-4. Ni bilo merča verjetno toliko od tega. Recimo Full Metal Alchemist takrat, je bil en plakat. Moj bog, resno! Se tistega sem kupil. Bolj skromno. Ker Full Metal Alchemist ni Shueisha. Shueisha veliko bolj daje na merch, na proizvodnjo merča, vse mogoče merče od te šolskih potrebščin do figur, do vsega. Nisi dubo. Mislim, na Japonskem si, ampak to so bile količine čist neprimerne. Pa smo se mi zmenili, da smo poiskali v Evropi neke posrednike. Ampak tam je bilo pač tudi specifično. Naruto si dobil ful, kaj drugega pa že ne. Recimo je bilo takrat, so bile te tudi One Piece, ki je bilo sicer ful nišno takrat, ampak so bile te figure, recimo, so bile iskane. In to so bile res, ker so bile res top kvaliteta, figur. Moj kolega ti je več čas kupoval. Odmah iskreni, vse je bilo nišno. In pa smo se tudi zmenili, smo imeli zmenjen po, se pravi, da je bilo po pre-orderjih, da smo delali. Ampak je pa, v Sloveniji je težko to, ker je vse mal, business model. Plus, da so vsi sitni in vsi pač tudi interneta gledajo in to in je pač se hitro zgodilo, da so začeli pač sami, pač po internetu naročati, mim, in pa je ta volumen še dodatno padel. In tega je bilo težko to slediti, da bi ti, da bi ta kritična masa se obdržala. Našo točno to, kar želijo, pa da bi bilo še fizično na voljo. Pač, predvsem to, mislim, Slovenci imamo eno to slabo lastnost, da ne vem, recimo to se tudi pri društvih ful pozna, ker je pač društvo, ki ima 10 ljudi, pa čez pol leta so pa 3 društva, ki ima vsak po 2. In je težko tako včasih naštimati ljudi, da bi skupaj. Ni pa, da se ne da, sam pač moraš se naučiti, pa je vprašanje, v katero stvar, skozi moraš vlagati v to, in ne moreš vse, In pa smo mi imeli doskrat občutek, da smo tako, ne vem, če imaš tisti, ki je, ne vem, Arafat, vzuni, ki si polet, pa začne veter pihati, pa eno palčko držiš, pa na uni strani ti ga pa začne dvigati, pa zapičeš tukaj, pa skočeš, da tam primaš, ampak že tle tudi plapola neki. To je težko vse hkrati držati, pa hkrati. Ene te stvari so tudi zelo emocionalne, ljudje so
emocionalno upleteni. Tako vedno. In jih pa prepričuješ, da se umirijo, da te počakata, ampak je daskrat živci popustijo. Verjetno je bilo, predstavljam si, da Sloanime kot skupnost, ker je imela pač precej ljudi na enem kupu, s forumom in vse podobno, je pač precej pomagali, da ste sodelovali med sabo, da si recimo ti izbral vse te ljudi na kupu na internetu in jih potem poslal v črno luknjo via proxy njan shopa ali pa pač direktno. Mislim, ste kakšne novice objavili, da se dogaja kaj v črni luknji ali kaj podobnega. Tako sem jaz najdel črno luknjo preko tebe. Kolikor se da promovirati, zdaj pa izzivi so bili. Izzivi so bili, Posprova se je, ampak mogoče pač,